imel še mogel še več razmišljati, da bo čist medel, ko boš mogel 4-krat pritisniti, da boš zihar zmotil. Čak se ne spal, če si šel zdaj. Ja, ker si zdaj se na glas, ne? Sliši se v background. Okay, Zdaj se pogasno, čist brez veze. Da sem se že navadil. Koliko na glas čaka? Ti si ful na glas. Ja. Zakaj si tako na glas? Ne vem, bom šel bolj delč. A je ta mikrofon ali kaj? Ne. Ali zdaj zašlo šušalke gora? Lahko. Natakne v slušalke, oča. Duš, kaj slišal, ne? Zdaj pa intro. Intro? Veš, da bomo tako začeli, kukar tam, ne? Aha, a čez intro, se tudi čez intro govorimo. Saj govoriš. Ja, saj. Tako da zdaj boš lahko govoril. Zdaj tako, kako bi rekel, a veš, prvo... Veš, avtomatsko se je dal dol. Zelo lepo. Tako kot daj. Tako, kot mora biti. Ja. Ne, sam, a veš, takrat smo si nas vrgli not, kaj se ti je zdel, kaj je najbolj primerno. Zdaj pa tako občutek, da mora biti nekaj dobrega na začetku, a veš. Ne, ni bilo tako. A veš, jaz sem dal takrat, ko smo začeli, sem dal musko. Okay. Po je bilo pa se je pa zgodilo. Meni se zmeri, kaj več pogovarjamo, pa je zdaj tako leteli lih noter, veš, zdaj pa tako tiska vljune reklame. Ko vidiš, zdaj le začne, ker režiser reče, začni hodati. To je pa pol ta nevarnost, veš, live to tape. Ne? Ja, vse to. Veš, zdaj, ko prije pa ta del, da moramo malo tihniti, ja. A še ni, veš, vse to. Jaz malo pritiska čutim. Ja, se gre v crescendo. Ja, sej. Drage poslušalke. Dragi poslušalci, dobrodošli v še eni epizodi podcasta. Vročujem se vse všečnosti, danes gremo kar v živo. Ja. Mislim, kada v živo, kako se temu reče, live to tape. Live to tape, ne. Ja. Skoro v živo. To je v živo, ker ni v živo, ampak je v živo, ne. Ja, tako je. To je tako, mislim, mi smo v živo, no. Mi smo v živo, ja. In smo še živi za enkrat trkam po glavi. Za enkrat, ja. Ja. Mogoče, ko te sliši, to zdaj, a veš, ne more biti vsega na soundboardu. Ja, valjda, mislim, čeprav ne, bi bilo cool, ne. Ja. Da bi imel kakšni zink, ali ne vem. Imamo Wilhelm scream. Pizda. V kakšen z ceste zapeljal, zdaj, ker nas zjutraj posluša. Baper na glase, ja. Ne smeš takih delati. Čak, vidim, da je treba vse bolj na potih dati. Ja, dobro, nekaj mora biti. Ja, ne. Ko bi rekel, testni ran. Ja, čeprav vse smo imeli že za novoletno približno, sam ni bilo vsega, zdaj bojo vsi, večina obešalniki pa kvarniki, vse noter, ker smo se pogovarjali. Tako da to bo toliko noro. Mislim, to moraš ti tako imeti, ne vem, veš, večina obešalnik na P-ju. Ne, škoda imam po številkah. Ne. Aha. Ena je intro, 2 je vizo, 3 je v prejšnji epizodi, 4 je kvarnik, 5 je večina, 6 je pa outro. Ok, ampak kaj pa, če imaš kakšnega tako za vmes? Ja, to imam pa razne. Si to videl? A veš, to te zjeve pol? Ne, nimam. Če povem kakšno dobro šalo... Aha, to ne, a veš, imam, ne. Sam imam pa res ful mal teh soundov, ne. Ja, razumem. Ja, malo sem žalosten. Ja, malo več soundov moramo zdaj, tako da, ne. Ja, pa malo jih je treba bolj napotih dati. Tole ni lih za žalost, ampak kaj, ne. Ja, ni, ampak nimam unga drugega za žalost. To je resno. Ja. V glavnem, kva zdaj? Po novem letu smo, ne? Ja, po novem letu smo, ja. Nov zagon. Ful je noro. Noro je. Zdaj ste še vsi v fitnessih, pa vsi še delate. A nismo že čez to? Ne, 20 bo najbolj. 20? Ne, 12 je kot. Grejo v te. Se pravi, včeraj ste se odločili, da je vse skup, da je brez veze. Urad. Tako? In da ste zajebali in da je vse en, če grete nazaj na stara pota. Ja. Razen te pogumniki, eni bojo pa obstali, eni bojo pa šli naprej. Ne? Eni ostane, veš, zmeraj je nek. Seveda, ne, mislim, sicer ne pravijo, da ne rabiš pač, ne, če se odločiš stvar. Ja. Ne, je pa res fajn, če imaš nek mejnik. Ne? Tako rečeš, lej. Da rečeš, lej, od novega leta, ne, leta 2025, ne, ja. Pa nisem poskusil alkohola. Recimo. No, to nisem zdaj zase. Suhi januar pa to. To nisem zdaj zase rekel. To eni dela, to se mi ne zdi nič slabega. Eni si izberajo februar, ki ima manj dni. Ja, tudi v redu. A da en mesec nojo pil. Ja.
Sem brco fuzbal z enim, mi zmeri februar ni pil. Da. Mislim, da je bolj februar, kukar... Lej kankoli, ampak februar si zmeri vzel. Ne vem, kako je bil s prestopnim letom, ampak dobro, še sem prešpara še dan. Moraš si dati, ne, se pravi, tist, ki sem vam včeraj pošiljal, ne, uno teto, intervju, ne, je pač rekla, da je fajn, če si daš tako en mesec, ne, da vidiš, kje si s svojo odvisnostjo, ne. Aha, še dobro, da nisem pogledal. Se je dolgo. Dolgo je. Mislim, da je zelo zanimiv. Ne, nisem imel še časa, če ne bi, ampak nisem imel še časa, pa sem videl, da je resna tema, pa sem rekel, to si moram dati, ker ne bom lih v stresu. Moram poslušati. Pošusi. Moram nekaj tazga avtonomnega. Mislim, da več možgan lahko odklopim oziroma nov poslušam, ker če ne. To sem hotel se popolnoma posvetiti, pa še nisem imel. Nisem še imel trenutka časa. Zaskrbljujoče je, da govorimo o intervjuju Lemb, ki je napisala knjigo Dopamine Nation, bomo dali zapiske, bila je pri tem Doac. Diary v CEO. In moram tudi reči, da jaz sem poslušal že par intervjujev z njo, pa je zelo dobro izprašval. Mislim, makar stil fant. Ma stila. Pa ne pijača, ne? Ne, to je to za pijače, ne vem, glede na to, da je entrepreneur, če bi mu rekel, da mora stil narediti najbrž, da ga lahko z lahkote in večkrat. Nekaj za on investiral v neke zdrave pijače, stil pa ziher ima umetnih vkusov noter. Če smo mi zrasli v tem gor. Ško bilo dobro, pa navaden jogurt. Res je bilo pa samo za največje prazanke stile. Ni bilo kar za vsak dan. Da je vala. Pri nas ni bilo za en dan. Pri nas smo imeli dober ribe za vsok. Dobar, smo imeli živo majo z tega narejeno. Edina stvar, ki je ne prenesem, je ribe v življenju. To si bo predstavljal. Sam za rojsten dan ga pa verjetno dubu stila. Ne, stari moj, uberat sem mogel ta jajca, pa smo delali un sok in pa sem mogel cel let piti un sok pes. Hočem reči, da si kdaj tudi stil dubu. Ne, nisem, sem rekel, v tem sem ti povedal, to je bil odgovor moj. Ker sem bil na kakšnem rojstnem dnevu in meni je bil swing mi je bil. Eksotik, to je bilo pornič. Eksotik je še malo kasneje prišel, najprej je bil navaden swing. Najprej navaden. Limona je bil, tak radenska. Samo oranžada je bil tudi. No in je bilo, a veš v štecu naslednjič, lahko to ne imaš doma tako dober ribe za vsok, da tole ne omenec zapravljajo za tole. Mi smo imeli pa jabočnega. Ampak vsake kvatre pa bilo je prišlo, tudi flaša. Ena, seveda. Ja, tako da, to se mi spomnimo, ker naša, kjer je že ta bila s temi jogurti. Jogurt, gospa, vse vsi vemo. Svinčene čase, ko smo mogli piti domače sokove, ker danes vsi stremijo k temu, da bi bil čim bolj domač. 17 evrov drugače ga lahko kupaš verjetno. Zdaj bi, tak sok, ki smo ga imeli, bi bil verjetno. A imate še zmerno živo mejo, da imam biznis narediti, domač sok 42 evrov, za kva? Zdaj bi ga sam ani rož duh zraven. Na roko nabran, na roko skuhan in z naravnimi sledili, malo cukra je bilo noter, ker valjda za konzervans, to pa je to. V sokovniku skuhano verjeten. In to je to. Brez aditivov, ejev in tako naprej. Cukr pa voda pa sok. Mislim, sok ribe. Mislim, zdaj bi verjetno mogel še cukr dati ven. No, ajde, stelja. Ne, imaš navadenga, pa imaš pa tacga. Pa tega stevijo, bio. Kaj pa res zrak? Ne, kad cukr je bil tudi zdaj. Pa res 32. Školiko je stevije pizda, 42, ne, 42, si. Navaden je pa malo manj. Navaden je pa pol manj, pa 21. Sam ta zdravje. Dragi poslušalci, hočete ta ribo za sok, je tako dober, ali ga je cel life pil. Ja, in pogledajte ga fanta. Kereca. Nič ga ne boli. Ne, to, ko smo bili prej pri datumih, meni je zmer rata na nek tak čuden, brezvezen datum. In v bistvu, ko sem začel laufati vsak dan, meseci sem prebral ta Afna tek vsak dan, Boris, ki je laufal vsak dan, ne vem, 100 let. Sem videl, da to on ima, pa sem šel na internet pogled, pa en dan sem začel,
ker sem glih že takrat nekaj poslušal točno to, ne, da ne čakaj do novega leta, do novega leta imaš samo še toliko dni, da lahko zajebeš. Ne, tako da Modrec je rekel, najboljši dan, da začnete nekaj, je bil včeraj, ta drugi najboljši je pa danes. Jutri pa, jutri je pa zmeraj jutri. Ja. Jutri je zmeraj jutri. Tako da vem, takrat sem začel laufati vsak dan 17. novembra, kar neki, brez veze. Moja ta mala je pol najbolj zaposlena. Pol. Pol je zmeraj gužva. Ja, to je fuljo. Ona si pa toliko dana ta pol, ne, da to je pa nekaj neverjetnega. Ja, razumem. Je. Vse ta je dobro, ta mi je všeč. Cool. Jaz bom tudi pol zapolnil z vsem. Pol sem gužva. Pol pa ne moram. Pol sem pa v gužvi. Ja, vi ste najbolj tudi v gužvi, če to zjutraj poslušate, srečno. Ja. Ne, to sem hotel reči, da najbolj depresiven ponedeljek je ta tretji ponedeljek januarja. Pa je 20, ne? Tako da bo drug teden, tako da zdaj še ne puste depresijo, še ne mar. Zdaj se še daleč od najbolj depresivnega. Drug teden bo pa podan. Čeprav jaz ga malega čutim, ne? Mal je. Te že zdaj Mal me šlata. Pa meni se zdi, da ni to kudo. Dopust bi imel. Mogoče malo prehmalo, veš, razumeš? Tem govorim, pizda. Šlata malo. Človek, ki je bil 12 dni na dopustu, 4 dni v službi, ali kot zdaj. Čak, zdaj bo že 14 dni, Bog je revel. En teden, ampak tašen teden. Kašen teden je mem ti sreda, Ta moment, ja. Pa je tako, prvama je kaj bolj zdaj po novem letu? Mislim, da ti že jaz slikal sem prej odgovoril. Moram še nadaljevati. Pelje neki optimistično razpoložen. Ne vem, če je prav zelo boljšo. Mislim, po moje, če gledam sam ta perioda novega leta, december, januar je približno isti drek. V bistvu malo sem vesel, ker se je december končal končno. Ne, pa se je bil lušen. Čeprav ni bilo, ful sem imel stvari v pol, pa pol se niso zgodile, tako da sem bil vesel. Tako da 2 žura na let še zdržim in to je meja. Srčno upam, da drug let imam več božiček, tako da to pa sploh bolj. To pa noro. Tega se pa že veselim malo. Ne boš več božiček? Ja, ker najbrž bo ta mala že ugotovila. Če ne bom pa dal podcast za poslušati. Sorry, Zarja. Dobro, mislim, darila boš itek mogel kupiti, oziroma božiček, če poslušaš Zarja, bo mogel kupiti. Ne, sam pol, ko se otroci toliko stari, pol ugotovijo, da lahko božičku rečejo za denar ali pa za bone, pa se pol kupijo. Ja, ampak vseeno ni, mislim, lepo je, da je ta obdarovanje moment. Da si cajt vzameš in kupaš to, kar si želijo. Pa se pa veseli. Prestolonaslednik sam zbira, ki bo pol kupil nov računalnik ali whatever. Še vse ne veš, tudi mislim. Ta obdarovanje se meni zdi lepo, ker je res pač denar, zadril si moraš cajt vzeti, moraš razmisliti, kaj ga razveseli tega človeka in to mu kupiti. In je nekaj pomembne. Ja, sem tudi to enega stresa. Se strinjam tudi s tem, kar je Pedro rekel, da je ful zajeba, ampak ja, je pa pol veselje, mislim, to hočem reči. Ne, to pa je. Vsak daril dobi, to hočem reči. It's rewarding, v slovenščini. Ja. Vsak daril dobi, in če posebej nekaj, če človek razmisli o tem, kaj bo drugmu kupil ali pa mislim, jaz drugače ne verjamem v darila, ampak ja. Si že rekel, meni se zdi. Vse vem. Zato sem hodil sam. Rad pa dobiš darilo, ne? Lej, se ti pravim, mi je vse en, če ga ne dobim, sam da meni treba razmišljati, kaj komu kupiti. Je to v redu. Te sreče sem se pripravljen odreči v zameno za stres, ki ga doživljam pri kupovanju. In te čist razumem, sem jaz istem. Ja, je ful je zajeban. Pa še posebej, če jih imaš 37,000, na katere moraš misliti. Sploh pa pol, ki moram pol še malo na svoj tošelj tudi misliti, kdaj. Pri vsem skupaj tem, pa se pa stvari pa malo zapletajo. Drugače ne bi bilo, ne. Ja, valjda, itak. Če bi bila črna Diner skok že z neomejeno kreditov, oziroma kako je že, kjer je že prosil.
Daj na neki korp, nekaj je bilo. Nekaj zaphod prosil, če bi bila tista ali pa tista, ki sta bila v lokalu, kjer je v Kraljevi deželi, ki sta če bi imel človek tisto kartico, pol se pa je moderilo. Pa komot, Pa bi bilo to predvsem manj stresno, pa bi šel na neki ta spletno trgovino, kjerkoli pa kupil, kar bi pač ne. Ja, valjda. Mislim, jaz se pa strinjam, da je pošta pa je stvar rešena. Ja. Ampak darila so še, vsaj novoletna darila so še en let stran, tako da zdaj začnite, ne. Ja, zdaj si zapište vse. Zdaj začnite šparati. Zapište si, kaj si ljudje zdaj želijo. To pa zmer pomaga. Da mogoče te pa imeli več idej, pa ne bo tako stresno. Ne? Ja. Pa za ženo si zapište, kjer je rože rada, ker vem, da ne veste. Ne. In pa zmer ponesete vrtnice in pa zmer slaba vola, ker jih res nima rada. Ne. Je pa res, da pri nas Robite drugič s fuksijo. Pri nas je tudi dober del. Pri nas ni taka, da bi imel veliko izbir. Pa če vrtnice posod dobiš, ne? Še Hoferju. In Hofer je tudi naš današnji sponzor. Ne, tudi Diners ni naš sponzor. Res, Revolut mi pa sploh še ni poslal, kje sem letos največ gostoval. Mislim, lansko leto. To pa malo slabo. Meni tudi ne. Ja, mogoče nismo bili dosti pridni. Ne, jaz sem ocenjen kot eden njihovih najboljših članov. A res? Ja. A imaš ta VIP? So ti poslali? Ja. Rekel, da si njihov. Tako kot v Vegasu, veš, ko imaš te VIP, ki so za prevlički. Whale. Whale. Mi bomo dali vilo z bazenom, pa ti sam troši, pa jambra. Pa jambra, da je pod stresom, pizda. A veš. Hofer, natikače. A veš, da sem jih prav gledal, ker so bili pa... da so me... Ne, a veš... Božične sem jaz gledal puloverje. Puloverje so... Aldi, če bil Hofer, bi ga še vzel. Jaz tudi. Aldi sem rekel, ne, Aldija pa nimamo, pizda. Imeli so te poletne, veš, te, ki so Adidas variante. Boletke. In gor pol njihov znak, pa une barve, rumena, rdeča, ne. Tok so bili grozni, da prav bi jih človek kupil. To je za toplice, veš. Ja, tako je. Tudi, ko se greš namakat, ti noben ne bo unga ležalnika vzel, ko bo videl tele zraven. Nekaj časa je bil, ko sem imel tudi superge, sicer pri nas ne vem, če se jih prodajali. Sem jih videl. Ampak so bili, da so bili ratali med Sneaker Worldu, so ratali cel hit in so jih za ful drago prodajali. Ko so valjda se jih razprodali in pa se jih za ful drage, so jih ful drago prodali, mislim, da ne vem, v Ameriki ali v Nemčiji, ali ne, v Nemčiji verjetno ne, po moja Amerika. Ja, pa čist čip, pač ja, ta Aldi moment, oziroma Hofer, pač grdi ko pes, tiste barve, rumena. Ja, saj sem jih videl, res. Rumena, rdeča. Noro grdi so bili. Nekaj, ampak to je bilo nekaj časa sicer nazaj, ampak ja. Mislim, njihov reklamni oddelek bi kar pohvalil, ker z tega grdote narediti famo, to je kar znanost. Ne, to se po mojem kar zgodilo. Po mojem z tega, ker so bili to grdi, so pač... Moraš je tu ekstrem. To smo zdaj ugotovili, že pri vseh stvarih v bistvu ugotavljamo, da se moraš res čist na zunanjo točko postaviti. Ali moraš jeti v skrajnost, moraš jeti v glavnem. Ja, ali najlepša, ali pa ne. Najlepše itek je, se zmeri v očeh opazovalca in pol je to težko določljivo. Grde pa hitro narediš, hočem iti, nisi treba, je lažje ljudi šokirati z grdimi, Ja, samo je res, ja. Mislim, recimo, ne vem, kaj si videl, zdaj, ne vem, tiste, kaj je krožil okrog od Balenciage. Za pestenca, ne, veš. Balenciaga ima prav moment in so super. Jaz trdim, da tam oni prav probavajo, dokam lahko grejo. Kaj bo folk to še kupil za... Oni so prodali, da so čist razfukani, res nošeni že nekaj časa, Balenciage Superg, za maljavžen. Mislim, da so bili Jurja 600. Ja,
Čim ta zapestnica je bila pa, mislim, da $3,000, pa je bila zgledala, kaj se lutej, pa veš, kaj bi šel v Bauhaus. Aha, nisem videl. Bom dal zapiske. No, pa tudi oni so prodali tudi Ikejno vrečko, to plavo. Aha, ja, za full denara. Totko. Pa torbico, mislim, da za 4 ure je izgledala, kot črna vreča za smeti. Ja, to so vse oni delali. No, tema je pa še boljši reklamni oddelek. Sam da še Balenciaga gor piše. Mislim pač, da se vidi Balenciaga. Te so pa z bete malega voza prišli, te so pa ta pravi. Meni tek Balenciaga supergi so grdi, res prav uni. Sploh ne morem si zdaj jih preklicati, ampak dobro. Bom pogledal v zapiskih, oziroma, drage poslušalci, ki imate ta poglavja v podcast prevajalnikih, lahko jih zdaj tudi pogledate, kaj bojo notar. Bo dal slikco notar. Ja, se pravi, različni Balenciaga mi itak. Vi na YouTubeu pa ne, šole ti tudi ne. Čeprav šole je vse najboljše. Kot vedno. Kaj mu odbil cajt, ali kako že? Kje smo? Slavkota. Ja, imaš prav, cajt je treba odbiti. Glej ga zlomka, 20 minuta tam nekje. In če daš, to je še 21 in pol, ne se vemo. Pa že ribe z visoko. Bum. In to ta sladkanš. Pocen varianta. Če kaj daš na se, boš ga stevijo. Navaden. Če kaj date na se, boste stevijo kupili. Ne, valjda, mislim. No, te zdaj sa halu. Ja, ne, valjda, da ne. Hiter nahvalil, da se ribe.si. Ribe za sok je tudi vaš. Če nas podprete, boste ta prvi izvedeli, kdaj ga bomo naredili. Ampak ajde. Ne, bomo lihkar zelo že oberamo prve ribe za več cvetove. Se še ni. Ribe za več cvetove. Ja, je cvetove, da bo izraz. Ne bomo nikoli več prodali, pizda. Dej, avizo. Avizo, ne? Slišim ga. Ja, pizda, zdaj ne moreš govoriti čez. Zdaj bom dal to... Vredno, lahko, ker zdaj lahko. Čas nisem mogel. Mislim, bi lahko tudi, če bi ti dal not, ne? Zdaj ne. Me spomnili na Marjana Kralja. Aha, nekaj smo tudi že imeli. Sam ni dobro, veš, ker zdaj se je odvrtil avizo, pa Aljo ni začel, tako kot ponovadi začel. Ja, ne? V glavnem, a zdaj začnem. Ja, zdaj začnem. Ja. Začnem. Zdaj pa res začel. Paste, zdaj bom začel. Znam že kaj prej, pizda. Soundboard je off, pizda. Če moram zdaj naštima ga, ne bom. A už zdaj začel? Je, zdaj pa res začel. Moram. Zdravo, štoparke in štopari. Hidžiki, korale in užaljene haloge. To ste vi. Ne, to niso oni. Lahko pa so tudi. Ne, Gebran, kdo ste vi zdaj? Kdo ste vi? Ne vem, kdo so to. Kdo je to? Peli se pa zdaj zgubo. Jaz sem se pa zgubo. Čuden mi je bilo, zakaj je to klamehen napisan. To je podcast o vsem, kar je resnično. Vsaki predstavljivi stvari, ki se v resnici dogaja nekje na dimenzionalni osi. Kljub temu, da se vse, kar si lahko kdo izmisli, predstavlja, zaželi ali verjame, smo še vedno Aljo, Peli in Zi. Ja, nič. Aj konc. Ne, ni. Zdaj moramo naprej prešaltati. Podpora. Ja, hvala. Za vse ribe.si. Ja, res smo veseli podpore. Moram povedati, da je internacionalna, tako da Simona pozdravljam zdaj v New Jersey. Ja, Simon, naš dolgoletni podpornik, je zdaj šel iz Karoline, ne vem, kje je že. Kaj pa šel v Jersey? Zihar zaradi davkov. Zakaj pa greš v Jersey? Ali pa gamblinga? Aj tam kaj boljša, kaj? Zihar. Sem Karolina Pičok, misli, da je tukaj frest. Ja, ne, pa treba poklicati. Ruči, če poslušaš, da je eno zvočno sporočilo, povej, zakaj je boljši v Jersey. Zakaj je boljši v Jersey, če bomo kdaj mogli zaradi davkov zbežati iz Evrope. Zaradi ribezovega soka, mogoče, veš, ko bo. Čeprav zdaj gledam to, kar se bo zdaj jim dogajalo, mogoče na autoklušen. Ja, mogoče mu je pa že Kanado, pa sploh ne vemo. Pa res, ali pa Grenlandijo tudi, ne. Tudi ne. Mogoče bomo videli. Zdaj bi radi malo pripojili. Ja. Zdaj pa slišim tudi, druge zvoke. Ja. To ni v redu. To bomo dali pa stran. Ja. V glavnem, pejmo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi je bil... Res. V glavnem, v prejšnji epizodi si hotel reči. V glavnem, v prejšnji epizodi, kaj je že bil? Nov let je bil, ne?
Ne, ena ponovno leto je bilo že. Je bila še, a jaz sem že toliko ponovno leto. Ja, lej, vidiš. Mi se letos prvič vidimo, videli smo se že, ampak... Prvič se vidimo za mikrofoni. Prvič smo za mikrofoni letos. Malo odstiramo te tančice studijske. No, v glavnem v prejšnji epizodi, a smo prišli do konca četrtega poglavja, meni se zdi. Ja, to je bilo mislim, ker smo se prej menili nekaj, je bilo rečeno, da smo končali tisto famozno četrto poglavje, ki smo ga vlekli od meni se zdi, da je bilo zadnjič. Polovice prejšnjega leta. Res je bilo dolgo. Saj tako občutek sem imel. Ja, tako da to je bilo to. No. Prej smo imeli pa novoletno, prej smo imeli pa božično, prej je bilo pa ful četrtega poglavja. Ja, glavno bilo je pač, veliko se je dogajalo tam na ladji. Ja, pil so pa... Pili so zmaje, ali kaj že. Čisto normalno. Ne? Tako, ja. Normalen dan v štoparskih familijah. V življenju Artura in njegovih prijateljev. Tako, podimo zdaj na Kvarnika. Sem tole soundboard, da mi čudno, moram priznati. Ja, ker nisem navajen. Ne, ful nisem navajen. Sam poslušalci nas pa že odvedno poslušajo. Vem, se mi jasno, ampak tudi še vse ne čudno. Še vse ne čudno, ja. Jaz zdaj sem najdu te haloge. Ti še zmer tam, ali kaj? Ne, zdaj sem kle. Ne, da sem še zmeram tam. Zdaj sem spet kle. Še zmer je pri halogah. Ne, spet sem. Spet si pri halogah. To bo pa zdaj, ne? Zdaj pa ni več zajbancije. To bo pa zdaj. A zdaj gremo v to peto poglavje. Ja. Jaz moram reči, da te haloge od začetka, imeli smo že v uvodu, da vse je lahko resnično in pol zafilozofirano brutalno in pol si izmislil užaljene haloge in hidžiki z Damograna in v glavnem cela katastrofa se zgodi. Morilski klovni in vse skupaj. Ful se mu dogaja v tem uvodu. Ni tako smešen, ampak vem, kam hoče priti. Se mu pa dogaja. In če gremo par strani naprej, se pa zgodi. Ker tako bomo šli. Stari morilski klovni. To je bila... Ajde, vredno. A je bila? Ne, ni bila. Si se hecam. Lahko dam kakšen sound. Ne, prosim, ker me je spet presenetil. Ja, ne. Se hotel, da zdaj gong, ker sem taj Zakaj? Je ful na glas. Ne vem, zato, ker je. Da presekamo to debato z morilskimi klovni. Ja, ne, v bistvu te šale je hotel natresati, pa primere je hotel natresati sam zato, da je pol prijavil še zgodbo o dvoglavem bivšem predsedniku galaksije, ki je pri Margatejcih za drobiž kupil drobcen tropski planet, da ga je lahko prodal bogatim zemljanom, da lahko udobno preživijo uničenje svojega planeta. Tam je ratalo. Ja, če bi sam to napisal, pa bi bilo tudi kar urodno. Pa en tako dolg joke prej bi bilo ful boljši. Da imaš ta setup za ta joke, pa jebote, no. Ja, ker bi se ful lahko pogovarjali o tem, kako bogati ljudje gradijo svoje stvari, pa da ne, a veš, očitno so že v 2000-ih. Glej Novo Zelandijo. Ja. Čeprav, a veš to, da si naročiš ekstra planet, kamor spizdiš, to pa bolj. No, pa sej pri nas si pa, ne vem, otoke kupujejo, ne, ali pa ne vem, neke take, dobro, otoki so sicer že narejeni, ne. Hvala Slarti Bartfasta, ne. No, smo se pa lahko tudi Dubajcem zahvalimo, ne, še za ene par novih, a ne, ki so jih oni zgradili tam, oziroma ono palmo, samo oni nočejo kaj živeti jeti. To je ekstra bogati. Veš, oni grejo pač Novo Zelandijo. Ekstra bogati, mislim, ja. A si pa kupite 7. jahto, ki je res mega jahta. Ja, najbolj mega jahta. Najbolj mega. Zanj sem videl, da ima celo svoje podmornice v teh mega jahtah. To pa skoraj, da res rabiš. Ja, nujna stvar. Mislim, če boš helikopter val, da smo tudi podmornice, nismo barbari. Mislim, če kaj daš nas, imaš val svojo podmornico. Ne? Ja, vala. Jaz sem rad bral žila vera, razumem ta moment. Ja, ta moment. 20,000 mil pod morjem. Če imaš jahto. Pa se z unimi bogatimi zgodili, ne? Te dva nisem bili tako bogati, te so šli najbolj tudi v Dubaje enkrat prej. So pa isto ka brzini, ne? Spi pri ribah, po botru. Ja. Kdaj ti tudi ful naravno ne pomaga, kaj preveč, ne? Ja, ne, mislim, vse moraš imeti zmerno, ne? Ja.
Da smo spet tam. Ja. Srednja pot. Srednja pot. Da smo spet tam. Pa en mesec moraš nehati vse. Ja. A to je za en mesec, je za offset, tu nime najstim. A pa za en mesec. A to je zdaj ta srednja pot. Ja, ne, če bi šel srednja pot, bi dejansko... Sam kvaj recimo, ne, od tistega, ki ga namenjamo srednja pota, bo šel on meditirati za en mesec, ne vem. On nima srednja poti. No, ampak recimo, da bi jo hotel imeti, a veš, kaj je pri takem, ne? Pri takem kalibru... Kaj je srednja pot? A gre živeti en mesec kot navaden človek, da hodil štecuno? Za začetek bi mogel... Mislim, da je taki debil, ne, to se vsi strinjamo. No, zdaj nam žal zaradi tega, ker pač... Se oprečujem za debile. Prostite, nisem vas hotel z njim primerjati. Moja napaka. Ne, vsekakor bi se mogel spustiti iz višav nekam dol. Ne. Če bi hotel resnično srednopotiti, bi mogel veliko več se gibati v naravi. Se mogoče se, ne veš? Ni videti. No, veliko manj delati, karkoli že dela. Veliko manj se odloča, to resnici. Tudi to te peha, da se vsem stresu, če se moraš ful odločati. Ja, seveda. Ali pa če se premalne, odvisen, srednja pot. Tako da ful je enih stvari. Mislim, veliko bi mogel delati na sebi. Pa zanimivo je, da si lahko vse te ljudi prvošne, ki bi mu povedali. Najboljše verjetno. Ja, vem. Lahko bi verjetno kakšnega meniha. Mislim, da ni, ne. Da nima, od teh ljudi nima noben želje, da bi mu kdorkoli postavljal ogledalo oziroma da bi mu svetoval. In potem se tudi mislim, da tudi ni prav veliko ljudi na svetu, ki bi mu razložili to, kar mu gre. Ne, tako... Ne, pa itak ti sem... Mora, telek like ideas, ne? Ja, sam če te, veš... Sam nekdo te ne posluša, ne? Ja, itak, ne. Veš ti, če ne iščeš na sveta, ne, kot pravuna modrost, ne, učitelj pride, ki je učenec pripravljen, on ne bo nikoli pripravljen. Ja. V tem je problem. Učitelj nima kaj hoditi. Nima kaj hoditi, je brez veze, škoda za potne stroške. Se bolj, da gre učitelj komu drugemu v resnici. Tako. Kakšni bi z veseljem kašno, ne. Ja, sem ga učitla imel. Seveda. No, gremo nazaj. No, v glavnem, to. In pol gre naša virtualna kamera v knjigi na tole ladjo od Velepoteža in Artur je v svoji kabinci na pogradu. Spomnim, ne zakaj imam pograd, če je samo v kabini. Samo v bistvu res. Kaj ima od spod sofo, veš, da je ta Ikea moment. Da ima od spod tako nišo, da se mal bere pa to. Ja, ne, pa čakaj, on je na Velepoteževi ladji, ne? Kako je zdaj Velepotež upremo, koliko je on mislil folka vozati, to ne veš, ne? Zdaj, če bi bilo teh potnikov več, bi on dobil sam še cimra, ne? Možno, ja. Misliš, da vse ti, ko ti isemunati prečara, ne vem, vsega Boga. A temno snov pa to. Ja. Da nima plata za 2 sobe. Da se moraš cimra imeti v sobi. Lej. Mislim, ok, se je optimiziran, to je lepo, no. Mislim, kakor jaz razumem Velepoteža, on bolj ni za to, da bo koga imel na ladji, pa tudi neki se je ful matro, mislim, neki se ful ni matro, da bi jih z odprtimi rokami sprejel že v štartu, ne. Tako da več manj ni bil sam. Lej, ladja je bila taka narejena, itak je verjetno... Ladja je bila od originala, ne. To je Torgi... Zato pa ima pograd not, itak je Ikejn. Zdaj si me spomnil. Točno to. To je to. Torova ladja, ja, sej, ja, ok. V redu, ja. No, ampak ima pa še zmer ta računalnik, se pogovarja z njim, ne, v bistvu računalnik mu kaže Fenchurch v mokri majci, tako kakor je spoznal, kakor pol pove, in računalnik oziroma Fenchurch v obliki računalnika vpraša, mora biti majca mokra, ne. Pa mu je malo narodno rata. Ja, malo je narodno rata. Mečkan je, lej, se zgodi, no. Ja. Mislim, pač te prvič, ko se je spomnil, da je bilo tako. Ja, lej. Ja. Mislim, pa ni razloga, zakaj mu bilo narodno, ne. Sam je res verjetno, ne, v bistvu, če pomisliš, ne, da ti nekdo misli, opazuje, ne glede na to, da je računalnik, da ti je malo narodno, vse, ne. Ja, sigurno, ne, ker ponovadi jih ni zelo veliko, ti lahko ne. Saj tako, kot res si predstavljam ta računalnik, ne, ki je v bistvu noter v Arturju, mislim v Arturju. Ne. Ja, ne. Dejansko bere misli hudične.
Ja, mislim, v bistvu, vse tvoje skrite misli, pa valjda ti daj, da tisti skriti misli ti je nerodne. Ja. Mislim, če bi jih recimo na glas prebral. Ti veš, da je računalnik. Ne? Mislim, jaz vem, da tudi večini ljudi bi bilo narodno, ne že sam, če na osebnem računalniku zgodovino iskanja poiščeš. Da smo tam z istim momentom. Če bi nekdo drug videl. Ne? Ampak recimo v ta računalnik, ki ga imamo... V ta računalnik, ki ga imamo, nam pač ni neroden upisati noter, stvari. Ampak čim pa dobim majčken človeške podobe, se pa v bistvu ustrašimo in ti je že... A zato misliš, da je imel mokro malce, da se je bolj približal tem podobam? On si je pač zapomnil tako, ker mu je bilo fajn. Čeprav, veš, on je imel to Fenčerč nago videl v letu, ko sta letela, pa se seksala zraven. Tako da ni nekaj, kar ne bi videl. To, če bi bil, recimo, ne vem, ljubezenski film iz naše mladosti, ki so imeli še te ljubezenski filmi, celo kaj vsebine, ki ni bilo sam dum. To so mi še tisti časi, preden je sam picomajster prišel. Mislim, zdaj se tudi ukvarjajo več s picomajstri. Ne, ampak pred picomajstri so bile še... So bile pa zgodbe. Oziroma so bile neke remake nekih filmov, ki so imeli zgodbe. Pač tih zgodb je bilo sicer manj, kot je bilo v tistih filmih, ampak Zgodbe je bilo samo zaradi nečesa, ampak Mislim, zato, da so bile pa lahko mokre majice. Tako, Tako. Ja. No, in pa sem se pogovarjala malo o tem, kako je pač zemlja šla. Vmes se še vprašajo, če lahko pokaže grebolonce. Čeprav, fanta. Mi smo pa že ful pozni. Pustimo grebolonce za naslednjič, kaj? Ne, veš, kaj bi še rekel, to mu reče Paul Fenčerč. Seveda, a bi ti rad zaključil s to temo, Artur Denč, če stopiš v kabino in ti z laserjem lahko prečešem spomin. Veš, kaj ta kabina dela? Ta kabina še zmeraj. To kabino se moramo ne spomniti, ampak naresno. Spomnili so se že. Tako da te popravi. To je kvantna nekaj mora biti. To bo naslednji bazvor zdaj za AIM. Za Dunjo bomo to naslednjič. Ti razloži. Kvantno kabino nared. To povej, kako tole mi zrihtamo. To mi rabimo. Ne pozab golfa, kvantno kabino rabimo. Golfa pa res ne pozab. Ti z golfom se še zmeni. Nimamo še golfa, če kdo sprašal slučajno, kjerkoli že. Golfa ni, je šel. Pa sem tudi na Porsche poklical, pa tudi oni ne vejo. A ne vejo? Sem lahko poklical, veš, ko zdaj delate. Sem res, pozabil sem. Pa na električnem modelku. Povsod. Nič ne ve. Tako da treba res Dunja zaslišati, pa Maruša. Da Maruša, to na kanalcu zdaj, pa se tam fura, še eko bio, pa neki. Tako, solarni paneli. Na plaži bolijo. Ne. Vse je. Mi pa tukaj trpimo. Nič to bom rekel, pa bom dal počino obešalnik. Ni v redu, zato ker smo začudili. Drug teden bomo še enkrat probali, pa bomo pa videli. Dobre, najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri je Artur spet videl Fenčerč. V mokri majici. Lahko bi celo golo, sam mu je bilo narodno. Sam si je kriv, šlik, šlak. Butli. Sam res butli. Vse bi lahko počinil za on, pa mokra majica. Seriously model. Pa še za tizmo je bilo narodno. Mislim, da je to vzgoja, to veš? Seveda. To se računalnik v Montmetko mu je obleč, pizdamo materna. Montmetko. Če ste imeli tudi vi radi Montmetko, nam to lahko poveste na družabnih omrežjih. Najjača bunda, najjača. Nisem imel. Karticah, tole, pošta pa vse, pa na Discordu tudi to lahko. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Čakal sem, da Peli kaj spustil, sem mislil, da ima kaj pripravljeno.
Neki, da boš neki sehu. Ne morem seči. Se vem, da ni, ponovadi ni na koncu nič. Zmanjkal je nabor. Se ponovadi ni na koncu, sem mislil, veš, ima soundboard, bo zdaj kaj novega. Ne, na koncu je ta outro. Ja, se ta, ne. Sam ta je čisto konc, tako da zdaj ga ne morem dati. Ker še blebetamo, ne. Še blebetamo, ja. Pa outro je zato, da v njih 6 ali 5 sekund, koliko je dolg, 7 sekund, zato da pol imamo na minuto natančen. Aha. Ja, vse to sem že povedal, da je Slavko bil oce, da hvala Slavko. Dobro je bilo. Enač, ne? Ajde, čau. Ja, lepo se mejte, ne, to. Rad se mejte, to. Ja. Pa give pizza chance. Give pizza, ja. Naročite si pico, ne, če hočete. Čeprav preveč karbo ni v redu, pa je, pravijo. Ja, ta teden še lahko še trenirajo. Drug teden pa ne preveč. Pa ne ekstra sira gor, prosim. Sam če je dober sir, ga dej. Ekstra sira. Ti. Parmezan pa ne gre na pico, ne? Mislim, lahko daš, zakaj ne? Mislim, ne lahko daš, tam ni glih nek... Gre. Veš, da gre. Ni glih nek... Jaz ga dam. Veš, gre, ja, pa parmezan je... Mislim, jaz ga dam pol gor. Parmezan je... V Izoli sem eno ful hudo pico jedel in... Ja, nekaj da je mikrofon, bomo še to povedali, ekstra, bonus. Parmezan je ena izmed stvari, ima umami, ne? Ta peti okus. Aha. A je ki ni, ki ga ne moreš definirati. Ja, neki vmes med, kaj že med grenki. Ja, vse je, pač ta umami je ta, sladko, kislo, ne kislo, sladko, slano, ta. Pač dober. Dober, ta, the good stuff. Dobre pico jedo? Casa del Pizza Isola. Aha. Casa del Pizza Isola, dobro. Pizza bronzata. Oho, in ima parmezana, kaj? Ima parmezanček povrh, ima tudi stracciatello. Sladoled. Ne, stracciatella je un sir, ki je noter zrgač v burat. To je slečena burata. To je samo ta dober del burate. To je pa dober burat. To se pa sliši dobro. Burata je že tako, če dober burat je. Pršutek, pa rukoljca, pa balzamični kis. Drage poslušalki. In pizzerija, ta, ki si jo rekel, sem že pozabil. Pridemo. Casa del Pizza. Sem že lačen na to, mislim. Dobro, to je to. Pico smo naredili. Veš, da gre pet. Vse gre posod. Ali se da prek volt.